Cenjene gledalke in gledalci, lep pozdrav z nove oddaje Župan za vas, ko gostimo v našem studiu televizije AS župana Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandra Jevška. Lep pozdrav. Pozdrav vam in pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Preden bova začela, ko najine pogovore vedno z aktualnimi stvarmi, ko predstavite enkrat mesečno zadeve, ki se dogajajo v Mestni občini Murska Sobota, pa vendarle aktualno je sedaj, nekako nimamo več prave vlade, začasna vlada, premijer je odstopil. In kaj to pomeni pravzaprav globalo vemo, čeprav tudi tukaj se mnenja krešejo, kaj pomeni to za Mestno občino Murska Sobota konkretno? No, Mestna občina Murska Sobota ima stabilno vlado, to lahko sporočim, in to je za občanke in občane dobro. Seveda pa ne moremo mimo dogajanja na državni ravni, ker je tako ali drugače prepleteno tudi z našimi projekti, ki jih delamo skupaj za državo. In pri vsakih volitvah je tako, da takrat nekoliko zastane. Zastane pri državnih uradnikih, ki ne dobijo podpisnike ali pa se izgovarjajo, da sedaj pa ni podpisnika, pa to jim prav pride včasih. Jaz upam, da bo teh dogodkov oziroma zastojev čim manj. Skrbi me nekoliko v imenu vseh občin, ne samo mestne občine, predvsem zastoj na področju poteka proces črpanja evropskih sredstev, kjer smo že tako ali tako v zamudi. In pogledajte, kolikor bo prišlo do predčasnih volitev, potem realno nekje v jeseni aparat ponovno začne teči, ampak bodimo optimisti, da bo vse potekalo z čim manjšimi zastoji in da bomo dobili zelo učinkovito vlado. To je pa tudi druga stvar, ki je za občine zelo pomembna. Recimo predvsem zakonodaja, ki se tiče trajnostne oskrbe, zakonodaja, ki se tiče zmanjševanja stroškov občin, je tista, za katero seveda navijamo, da dobimo močno, suvereno vlado, ki bo te reforme pripeljala do konca. Seveda bi očitno bila ocena premijerja, da takšne vlade ta trenutek ni in mogoče je bil čas tudi za to, da se to naredi, kar se je. Čisto na kratko, morda vaše osebno mišljenje, sestaviti neko novo, podobno vlado ali volitve? Vaše osebno, toliko let ste v politiki, da verjetno to ne bolje ocenite. Torej, jaz lahko zastopam stališče socialdemokratov, ker sem pač kot socialdemokrat tudi izvoljeni župan, da je bolje, da gremo v predčasne volitve, da se karte toliko pomešajo, da dobimo strukturo v vladi, ki bo močnejša, ker sedaj iskati neke zopet podobne rešitve, kot so že bile znotraj izvoljenih članov parlamenta, se mi zdi, da je manjša verjetnost dobiti močnejšo vlado kot sicer. Hvala za to razmišljanje. Če na eni strani kriza v Ljubljani, ni kriza v Murski Soboti. Namreč tudi vreme je naklonjeno izvajalcem del na Slovenski ulici, to je glavni projekt praktično, in vse poteka morda celo pred predvidenimi roki. No, težko ocenjujem to, ker nikoli ne veš, kaj bo zaplet pri takih delih. Pomembno pa je podati informacijo, da se sedaj, tako kot smo tudi napovedali v eni izmed najinih pogovorov, se gradbišče seli iz enega dela mesta v drugi del, predvsem zaradi tega, ker želimo čim manj ovirati poslovanje lokalov in pa obratovanje podjetnikov, ki so od tega odvisni, koliko ljudi pride v njihove lokale. Zaradi tega smo pred 2-3 tedni pričeli z prenovo ploščadi pred gostiščem Zvezda pod Kostanji, prav iz tega razloga, da ploščad pripravimo do sezone, do tega, da bo lahko Zvezda normalno obratovala, in to je mogoče kot zanimivost povezana z eventualnimi zapleti. Predlogi nekaterih so bili, da je potrebno Kostanje, ki so nekako vraščeni v srca nas, Sobočancev, podreti in nasaditi nove. Seveda jaz nisem bil za to, pravzaprav sem bil proti temu in sem zastopal stališče, da jim je potrebno še dati nekaj časa, da živijo, da
da ozelenijo. Žal 2 bosta morala pasti, ker sta strohnela, ostalo pa pustimo čas v čas. Tudi drevo rabi svoj čas, da pride do tistega trenutka, tako kot mi ljudje, ko rečeš, v redu, zdaj pa je konec, ampak jaz sem prepričan, da za Soboške kostanje to še ni. Sicer pa na drugem delu mesta pri Dijani potekajo dela normalno, tlakovanje, polaganje tonalita in v kratkem bo odprta cesta Slomškova do arhitekta Novaka, ko se bo gradbišče premaknilo v skladu z načrtom. Jaz bi na tem trenutku spet, in to bom počel vse skozi, pozval vse, ki so vezani na Slovensko ulico, bodi so poslovno ali tam stanujejo, da potrpijo, da skupaj z nami, ki preko izvajalcev skrbimo za ta projekt, poskrbimo, da v letošnjem letu, ko naj bi bil projekt zaključen, zaključimo ta projekt in potem bomo vsi ponosni na to, da bomo dobili zeleno, prenovljeno mestno središče, v katerem se bo veliko tega dogajalo in bo privlačno, ne samo za Sobočance, ampak tudi tiste, ki pridejo naše mesto obiskati. S temi kostanji, samo takole vmes sklicne, ste tudi dobili kakšne točke pri zelenih, zagotovo. Aleksander Jevšek, župan. Greva nedaleč v stran na tržnico. Prenavljate streho in se sedaj v tem času tržnica preselila na drugo lokacijo. Ja, tržnica, torej streha na tržnici je bila že leta potrebna prenove. Stanje se je po vsakem dežju slabšalo in slabšalo in seveda razumeti je bilo potrebno prodajalke in prodajalce, pa tudi obiskovalce na tržnici, da s tako tržnico ne moremo več opravljati te dejavnosti, kar je namen tržnice. Zaradi tega smo v lanskem letu, konec leta v proračunu poiskali dobrih 90 000 evrov denarja, opravili razpis in sedaj se dela opravljajo. 70 dni po podpisu pogodbe naj bi bila dela zaključena. Računamo nekje v februarju, marcu, da bo to zaključeno. Gre za popolno rekonstrukcijo strehe in za delne sanacije pomanjkljivosti, ki so že prvotno bile arhitektonske pomanjkljivosti tržnice. In hkrati, ko sem se pogovarjal z prodajalkami in prodajalci, smo prišli do ugotovitev, da še marsikaj ni v redu na tržnici. Tako glede možnosti dostave blaga za prodajo, možnosti parkiranja za obiskovalce, dostopa na ploščad, kjer tržnica deluje in še kaj. Tako da vzporedno bomo marsikaj arhitektonskega še reševali, seveda moramo pa rešiti en osnovni problem, da bo tržnica zaživela. Tržnica bo pa zaživela takrat, kadar bodo tudi lokalni dobavitelji hrane ugotovili, da se jim splača prodajati krompir, jabolka, paradižnik, papriko, ne vem kaj vse na tržnici, ker imajo od tega nek zaslužek. In da bi do tega prišli, smo se v mestni upravi odločili, to že imamo v predlogu proračuna, da bomo subvencionirali ceno, se pravi prodajnega mesta, tako da jaz upam, da bo to en motiv za te prodajalce. Zagon tudi, ne? Bomo pa se povezali in smo se že tudi na nek način za kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki ima identificirane lokalne dobavitelje hrane, da pripeljejo to, ker gledajte, kamorkoli gremo po svetu, obvezno obiščemo tržnico v mestu in po tržnici se vidi, kako dušo ima mesto. In življenje. In življenje. Na drugi konec Murske Sobote fazanerijo, tam pripravljate prostorske akte, kaj ne, za celovito tudi prenovo fazanerije, morda nekaj o tem? Ja, tam sem verjetno izgubil točke pri zelenih, namreč projekt sam je predlog, ki je v javni obravnavi in je nastal kot ideja za umeščanje vodarne in pa tudi rezervnega nogometnega igrišča NK Mura, ampak v osnovi moramo zgodbo obrniti v pozitivno stran. Gre za to, da kot je znano in na območju Grbavice, kjer sedaj trenira mladina in pionirji nogometne šole Mura, je pod zelo strogim zaščitnim varnostnim režimom, ker je tam vodno zajetje. In seveda voda in zaščita vode kot osnovnega vira in seveda nam najpomembnejšega vira za življenje je prvotna stvar, ki nam je pri tem prostorskem načrtovanju bila v ospredju. Zato smo se odločili, da v prostorskem aktu
umaknemo to vadbišče za nogomet, kjer ni dovoljeno škropljenje, polivanje in nič, da ta del v 3 hektarjih pogozdimo. Se pravi, da dobimo 3 hektarje novih gozdnih površin, od teniškega igrišča pa do kanala se bo pogozdilo, tako da se bo uredil nov dodatni park. Nekako ideja je bila, da bi pa na delu med Kopališko in Razlagovo, kjer je gozd, ki ni pod zaščito, tam raste akacije, grmovje in tako dalje, dokaj neugledno, da bi ta del gozda v nekem delu torej zožili in postavili tam športni objekt, nogometno igrišče. Torej ne parkirišče ali kaj podobnega, ampak nogometno igrišče. To je izvalo veliko razburjenja pri naravovarstvenikih, pri Sobočancih in mi jim bomo prisluhnili, če bomo ugotovili, da je nasplošno mnenje, da pač to ne želimo. In to je namen tudi prostorskega umeščanja, ker gledajte, umeščanje v prostor ne more biti odraz volje župana ali pa ne vem, politike, ampak odraz želje in pa potreb ljudi. Mesto je od ljudi, ni od mene in jim bomo prisluhnili. Na desni strani Kopališke ulice, tam kjer so sedaj vrtički, pa Visitor center, pa bo urejena vodarna, ki bo črpala vodo iz vodnega zajetja, o katerem sem govoril, in bo v bistvu dodatno pomenila kakovostno vodo za mesto in pa tudi za vodovod sistem B. Ta projekt je financiran iz dogovora za razvoj regije, okoli 3 milijone je vreden in jaz mislim, da to pa je potrebno podpreti, hkrati pa tudi objekt za ZOTKE, to je Zveze organizacij za tehnično kulturo, ki bo poskrbela za svojo dejavnostjo v bližini tudi zato, da bo Visitor center zaživel, da bo dejansko Visitor center, ne samo center, ki je postavljen, pa ga nihče ne obišče. In to je predmet tega prostorskega urejanja. Mi bomo v delu, kjer je letno kopališče, tudi umestili bodočo zimsko kopališče. To je pogoj za to, da začnemo pridobivati tudi gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je pogoj, da začnemo pridobivati sredstva in to je to. Mogoče še kakšne nianse, spremembe dostopa do štadiona, to je vse predmet, ki je v javni obravnavi. Kot rečeno, preden bomo dali ta prostorski akt v odločanje pred mestni svet, bo zelo, zelo temeljito predebatiran. Sedaj sva prišla do seveda financ, proračun, ki ste ga že danes imeli na mizi, predvsem svetniki mestne občine Murska Sobota. Trajnostno naravnan za leto 2020, morda nekaj o tem. Glejte, ta proračun je še na nek način vedno v duhu evropskih sredstev, ki smo jih pridobili, 10,3 milijona in zdaj v zadnji fazi črpanja evropskih sredstev, sredstva črpamo iz naslova trajnostne mobilnosti. Mi smo v proračun dali črpanje sredstev in pa lastno soudeležbo za trajnostno mobilnost, ki jo je, mislim, da 75% jo sofinancira Evropska unija. In kaj bomo s tem denarjem delali? Uredili bomo ulico arhitekta Novaka, ki je katastrofalna, uredili bomo ulico Staneta Rozmana, ki je katastrofalna, Lendavsko ulico, krožišče na Slomškovi ulici, pravzaprav na Gregorčičevi ulici, se opravičujem, Slomškovo ulico in pa Kroško ulico z kolesarskimi stezami. To lahko delamo zato, ker je za to namenjen denar. Te projekte smo prijavili in v roku leta dni, 2 let moramo te projekte zaključiti in evropska sredstva počrpati. Zato je proračun nekoliko večji kot sicer, drugače pa je 45% proračuna investicijskega. Veliko investicij je skritih v tem proračunu, tudi takih, ki niso neposredno vezane na evropska sredstva, so vezane na investicije v krajevnih skupnostih, v samem mestu, v obvoznici, v rekonstrukciji kanalizacije, v severno-obrtni industrijski coni. Skratka, veliko se bo investiralo in tu smo lahko zadovoljni. Zadovoljni smo lahko pa na drugi strani, tam, kjer so socialni transferi, da se nič ne zmanjšuje, kar se tiče subvencij in tako dalje, kvečemo se celo kaj dodaja, glede na razmere na trgu, tako da ne ukinjamo socialnih transferjev, se pravi subvencije za otroške vrtce, subvencije za vodo in tako dalje, za starejše, ampak celo v nekateri deli, kot rečeno, povečujemo, ohranjamo tudi sredstva za program športa, za investicije v šport,
In to, kar je tudi zelo pomembno, mi začenjamo projekt energetske sanacije javnih stavb. Torej stavb v javni lasti. Govorimo o šolah, o vrtcih, o TVD Partizan. To so pa sredstva, ki jih bomo koristili na daljši rok. Pripravljeni imamo projekte in z 2 prvima objektoma v letošnjem letu že začnemo. Tako da proračun je kar precej zajeten, seveda je pa tako kot vsako leto veliko želja in na koncu, ko ga klestiš, prideš nekje do tiste realne številke. In jaz sem prepričan, da je proračun za občanke in občane, ne samo torej tiste, ki živijo v mestu, ker v mestu se bo največ dogajalo, ampak tudi v okolici zelo dobro naravnan. Velikokrat se postavlja vprašanje pri proračunu, ker tam v proračunu se ne vidijo recimo milijoni za mlade, za stanovanje in tako dalje. Jaz sem pojasnil, da se ta denar pravzaprav za mlade, za podjetništvo črpa iz drugih virov, ne iz vira proračuna mestne občine. Mi imamo razvojni center, tehnološki park, ki skupaj z gospodarsko zbornico peljeta projekte, eden od teh je vreden celo 1,3 milijona za podjetništvo mladih, tako da nismo pozabili na to. Kar se pa tiče stanovanj za mlade, smo pa v pogovorih z stanovanjskim skladom, da se neprofitna stanovanja zgradijo in gradijo tudi v Murski Soboti, ne samo v Mariboru in v Ljubljani. Mi že imamo identificirane parcele, kjer bi to lahko bilo, in v naslednjih tednih se bo vodstvo stanovanjskega sklada oglasilo v Murski Soboti. Jaz sem prepričan, da bomo našli skupni jezik. Še nekaj tistih majhnih aktualnosti, eno redkih mest Murska Sobota, ki še ima drsališče, ostali so jih že po Sloveniji zaprli. Še ta konec tedna bo na razpolago tistim, ki radi drsajo, da še izkoristijo priložnost. Nagradili boste prostovoljca, prostovoljko, to je v prihodnjih dneh oziroma v začetku meseca februarja. Ja, torej, kar se drsališča tiče, letošnje leto se pogodba izteče 30. januarja. Mi smo se dogovorili z izvajalcem, ker to pade ravno na petek, da bomo še soboto 1. 2. februarja in nedeljo torej imeli drsališče odprto, torej 1. 2. februarja še, potem se drsališče počasi pospravi. Tukaj je bila dilema, ki smo imeli tudi lansko leto. Lansko leto smo imeli drsališče odprto do konca februarja, ampak slika je bila žalostna, temperature so bile visoke, drsališče prazno, in ker je to financirano izključno iz proračuna, smo letos ocenili, in ker so počitnice zadnji teden februarja, da je to mogoče nekoliko predolgo. Jaz sem prepričan, da tisti, ki so se želeli drsati in so želeli nadrsati, so zdrsali praktično od Mikloševega do konca januarja, da je bilo dovolj tudi vzporednih prireditev in da so zadovoljni. Seveda, kar se pa tiče prireditve Naj prostovolec, moram pa povedati, da tudi letošnje leto podeljujemo te nagrade Naj prostovoljci in da sem izjemno ponosen, da sem lahko župan mesta, kjer prostovoljstvo izjemno dobro funkcionira, in po zadnjih statističnih podatkih, ki so bili objavljeni, je regija, Pomurje kot regija, tista, kjer je prostovoljstvo najbolj prisotno. Verjetno tudi zaradi potreb po prostovoljstvu ali pa, če obrnemo, tudi zaradi ljudi, ki imajo široka srca. In glejte, ne samo takrat, ko zagori, takrat, ko pride do naravnih katastrof, pomembni so, ali pa celo bolj pomembni so tisti prostovoljci, ki vidijo tiste ljudi, ki se ne izpostavljajo v javnosti, da prosijo za pomoč, jo pa potrebujejo. In tistih ljudi tudi občina ne vidi. Zaradi tega smo zelo, zelo hvaležni vsem, ki poiščejo te ljudi, ki so osamljeni, ki ne rabijo včasih dosti, ampak samo pogovor, nekaj malega, da jim življenje lažje teče, in tem se bomo zahvalili. Pri podeljevanju nagrad za prostovoljstvo izpostaviš 3, 4, ogromno je pa tistih, ki ostanejo od zadaj, zato bi jaz želel posebej poudariti, da je ta prireditev namenjena tudi tistim, ki jih posebej ne bomo izpostavljali, in Mestna občina Murska Sobota resnično je v suport prostovoljcem na različnih področjih,
skrbimo za finančno podporo prostovoljstvu in tako bo tudi naprej. Da ne bodo naše gledalke in gledalci rekli, da nisva rekla nič o kulturi, ne? Na predvečer našega slovenskega kulturnega praznika 7. februarja bo to, imate tudi verjetno v gledališču Park, tudi seveda slovesnost ob tem našem slovenskem prazniku, ki se ga včasih premalo zavedamo, in seveda tudi podelitve tistim najboljšim kulturnikom, ki so si zaslužili to priznanje. Tako je. 7. februarja vabljeni vse gledalke in gledalci tudi na to prireditev. Mi bomo tudi še posebej objavljali torej uro, kot ste sami ugotovili pravilno, v gledališču Park bo ta prireditev. Komisija, ki je izmed širokega nabora izbirala nagrajence, je opravila odličen izbor. Imamo odličnega govorca. Naj pa to ostane eno in drugo skrivnost, zato da bo prireditev toliko bolj privlačna. Ne nazadnje, nominiravcev se nikoli ne izdaja, ne? Hvala za današnji pogovor, dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Vam, cenjene gledalke in gledalci, ki ste spremljali to oddajo, župan za vas, verjetno ste izvedeli veliko tega novega, zanimivega, pa samo napotek, bodite z nami tudi v prihodnjih oddajah, kajti zmeraj se dogaja v vsakdanjem življenju veliko novega in predvsem zanimivega za vas. Pa srečno do prihodnjič.